Lepo pozdravljeni vsi prisotni slušalci današnjega dogodka, se pravi spoznavanja nekih novih izzivov in pa dobrih praks. Ja, jaz bom predstavil, kako smo se v Astani, v Kazahstanu, na nek način srečali vsi knjižničarji sveta na enem mestu, torej na mednarodni konferenci IFLA Blitz, ki je torej potekala leta 2025, letos v Astani v Kazahstanu, v avgustu, torej od 18. do 23. avgusta. Na tej prvi drsnici že mogoče dobite en vtis tega, kako Astana kot mesto izgleda in kje smo ekipa, ki jo je poslala tja ZBDS, kako smo se imeli in v kakšnem mestu smo preživeli en teden. Kako je pravzaprav vse skupaj izgledalo? Vidno, da, dobro. Kako vse skupaj nastalo? To, da sem se, jaz bom mogoče to svojo predstavitev v določenih segmentih predstavil morda malo bahavo, ampak mislim, da si lahko vzamem to pravico. Bahavo zato, ker sem bil v resnici eden izmed tistih zavistnežev, ki je lahko odšel v Astano. Kako se je to zgodilo? Zgoraj na drsnici vidite en kratek zapis iz elektronskega sporočila Damjana Vovk, ki je napisala: neke napake so bile, torej si izvoljen in bi šel v Astano, in jaz sem ji odgovoril, da z največjim veseljem. In tako so bila zmenjena, in naslednji mail, ko je prišel, je v bistvu že prišel s to vsebino, da odhajamo v Astano trije in da se pridružim ekipi, ki je že dvojici, ki je že načrtovala svoj odhod. Kaj sem pravzaprav delal v Astani? Bil sem tam kot delegat Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, tako da v resnici sem se mogoče tega srečanja udeležil bolj kot član ZBDS-ja, kot pa zaposlen Mestne knjižnice Ljubljana, od koder sicer prihajam. Bil sem izvoljen v IFLO sekcijo Marketing in Management, na kratko je rečemo kar M&M, zaradi tega je tudi moj opis na Zoomu ima zdaj to končnico, preprosto zaradi tega, ker smo imeli pred časom sestanek in ker so te Zoom sestanki precej obsežni in obsežni po številu udeležencev, se potem nekako člani sekcije kar ločujemo, tako da damo pripis zraven, kdo pripada kam, pa je lažje. No, bil sem še izvoljen za tajnika sekcije. Kaj pa so bile v resnici moje naloge? Da se udeležim internih sestankov sekcije, da majčkeno pofotografiram, malo podokumentiram, da seveda intenzivno spremljam program, knjižnične vsebine, spoznavam, kar je bilo ključno, spoznavam nove ljudi, se mrežim in pa to, da sem v Astani, da mogoče vsaj malo odstrem nek stereotip, ki ga je bilo v tem, ko se je zvedelo za to, da bo IFLA Blitz v Astani, teh predsodkov je bilo kar nekaj. No, če je v resnici zares potrebno, da se selimo v tisti konec sveta, ki je nenazadnje blizu Rusiji, hkrati zelo na meji z zalivsko vojno in tako. No, to so bili neki prvi vtisi našega prihoda. Spodaj vidite takole sprejemnico, levo spodaj, to je bil v bistvu sprejemni pult, kamor smo se prišli registrirati v hotelu Hilton. Poleg tega hotela Hilton je bil potem tudi veliki kongresni center Astana, kjer je glavnina dogodkov tudi potekala. Zgoraj na uvodnem srečanju, takole so nas pozdravili v kazaščini in pa v angleščini. Desno spodaj v krogu en tak utrinek kongresnega centra in pa tudi razstavnih prostorov, kjer so se mnogi sponzorji predstavljali, in pa kar takole z nekim takim napol flash mobom so nas presenetili z nacionalno glasbo, nacionalni igralci so kar med nami začeli takole igrati. Ok, trije. Omenil sem, pridružil sem se dvema že načrtovanjima odhajajočima v Astano. To je dr. Marko Samec in pa Jelka Kosi.
Mi trije smo v bistvu delili ta teden skupaj. Kaj je v resnici ena super izkušnja, ki se je mogoče imel, je to, da kolega Marka sem poznal tako bežno. Srečala sva se na tu in tam kakšnem dogodku, strokovnem posvetovanju. Ilke Kosi pa res nisem poznal. Tako da tudi zato je fino, ko pač greš, odideš sam, oziroma nisi povsem sam, oblikuješ neka nova prijateljstva iz Slovenije, ampak jih v resnici v bistvu oblikuješ zunaj meja in pa v drugi državi. No. Takole, kolega Marko je bil ravno tako izvoljen v sekcijo, se pravi sekcijo za knjižnične poslopja oziroma knjižnične stavbe in pa opremo, in pa Jelka Kosi v sekcijo za izobraževanje in pa treniranje. Večino vsebin smo si kar malo porazdelili, tako da je vsak odšel na kakšno vsebino, ki ga je dodatno priteknila, potem smo pa v tistem času, ko smo šli skupaj na kavo ali pa se sprehodili po mestu, majčkeno nadobudno in z nekim veseljem razlagali drug drugemu, kaj vse se je pa pri meni ali pa pri Jelki ali pa pri Marku zgodilo. Tako, IFLA Vlic 2025, se pravi v bistvu Svetovni kongres knjižničarjev in pa v bistvu informacij. Gre za, jaz sem se pošalil, ko sem pisal opis, da gre res za dogodek, knjižničarski dogodek svetovnega formata in pa zares mogoče epskih razsežnosti. Malo zaradi tega, ker je res potekal v Astani, ker je mesto, ki je dokaj novo, je mesto, sem ga označil tako kot malo na steroidih. Vidite v bistvu ozadje ogromno stolpnic, megalomanske stavbe, vse, kar je tam, je ogromno in gigantsko. To so ceste, 4-pasovne, 5-pasovne, ogromne stavbe, ampak dobro, če se vrnem na kongres, kongres je bil veliko potezno zastavljen, ogromno dogodkov, ogromno dogajanja, vzporednega dogajanja na vseh horizontalnih, vertikalnih področjih, predstavljene različne teme in vsaka v resnici v bistvu z zelo neko znanstvenostjo ali pa hkrati v bistvu rahločutnostjo. Pomembno je tudi to, da se je res na svetovnem kongresu srečajo ljudje iz celotnega sveta in tudi predstavijo različne vsebine, ki mogoče nam pač Evropejcem ali Slovencem niso tako blizu, pa vidimo, kako se nekdo drug sooča z neko težavo. Marko, Ilka in Rok smo si v bistvu takoj, ko smo prišli se prevzeti akreditacijo, najprej vprašali, kako nastane program. Zdaj, jaz sem tu sicer nanizal tako na kratko neke vsebine, ki sem se jih jaz udeležil. Mogoče mi je bilo najbližje neki izkušnji, ki sem jo mogoče še kot študent imel, ko sem hodil na Ljubljanski filmski festival. Torej, ogromno dogodkov, ogromno lokacij, vse pa vprek križem-kražem, polno zanimivih vsebin. In potem si pač v strašni dilemi, kam iti, kako iti, a ostati do konca ali mogoče iti poslušati še kaj drugega. Program je v resnici nastal tako, pač večina programa oblikujejo sekcije, torej recimo pač tako, kot sem sam rekel, da prihajam iz sekcije Marketing in Management, oblikuje sekcija določeno vsebino programa. Teh sekcij je v IFLI ogromno, tako kot je v bistvu sekcij v ZBDS-ju, in vsaka oblikuje nek svoj program, svoje vsebine, ki jih želi predstaviti. Potem je seveda tu še program, ki je pač program v bistvu organizatorja, torej same IFLE, torej uvodni ceremoniali, predstavitev samega predsedstva, predsedništva, vizija knjižničarstva, vizija razvoja. Mogoče je tu bil ta predzadnji President-elect session Be Bold. To predavanje mi je bilo najbolj navdihujoče, ker se je ogromno res pozitivno govorilo o tem, kako biti drzen, kako je potrebno stopiti v ospredje in zaštartati neke nove ideje, kako v bistvu biti v knjižničarstvu najnazadnje drzen. Mogoče ta motiv drznosti se je pojavljal skozi celotno
srečanje v Astani. No, en del programa, ki pa je v resnici tudi ključnega značaja, je pa to, da je pač IFLA Blitz možnost, da se srečajo člani določene sekcije. Jaz sem bil zdaj v sekcijo izvoljen prvič, sem pač res popolnoma nov in zelen v IFLI. In se mi je zelo zanimivo, kako smo se v bistvu na nekem sestanku sekcije nabrali resnično izvoljeni člani te sekcije iz širnega sveta, torej iz Peruja, iz Latvije, iz Nemčije in pa pač kolega, najbolj rušno mi je bilo, ko sem spoznal kolega Joea Mocnika, ki prihaja iz Združenih držav Amerike, in sem pač pristopil tudi član moje sekcije in sem pristopil do njega in ga vprašal, pa Joe, v angleščini seveda Joe, pa tole je meni čisto preveč slovensko ali pa vsaj hrvaško, ne, Joe Mocnik, pa mi je seveda razložil, da je rojen v Zagrebu in da se je potem v času osamosvojitvene vojne preselil v Združene države Amerike. Tako pač, kako se v resnici v bistvu razvijajo neka nova poznanstva. Mogoče ena zelo pozitivna stvar je ta, da je celoten kongres in pa druženje na kongresu mene navdahnilo z neko izjemno prijaznostjo. Vsi ljudje so prijazni, vsi so v resnici v bistvu zadovoljni, ker si prišel, ker si participiral, ker si dal neko svojo besedo, ker si se odzval z vprašanjem ali pa sugestijo. Veliko je neprijaznosti. No? Kaj je mogoče so taki trije žarki tudi IFLE, je podelitev nagrad. Prisostvovali smo podelitvi v bistvu nagrade za najboljšo splošno knjižnico leta 2025, za najboljšo zeleno knjižnico in pa za v bistvu projekt za nagrado, za marketinško nagrado Press Readerja. Se pravi, ta zadnja je nagrada, ki jo podeljuje tudi sekcija, v kateri sem jaz član. Tako na hitro, se pravi, tudi to je ena taka čarobna stvar, ko si v veliki dvorani, kjer se delijo tiste nagrade, o katerih samo bereš v kakšnih povzetkih ali pa poročilih, kako je določena knjižnica dobila nagrado za najboljšo splošno knjižnico na svetu, ne. In potem resnično pač prisostvuješ tem odločitvam in vsem utemeljitvam in potem zahvalam in predvsem si, zopet bom uporabil besedo zavisten na tem, kaj ogromno drugi lahko tudi imajo. Ne bom prav dolgo vezal, mogoče bi recimo res izpostavil samo to, da je v Kanado šla najboljša nagrada za splošno knjižnico, zelena knjižnica v Pariz. Najboljši projekt je tu podeljen bil tudi na Tajsko in pa zadnja, pri tej sem tudi sam sodeloval, resnično res bolj vpeto je šla v Združene države Amerike. Gre pa za v bistvu najboljši projekt, ki promovira knjižnične storitve, to je March Mjavnes. Gre za en tak hudomušen projekt, kako pridobiti nazaj člane. Tale prezentacija bo zagotovo na voljo, pa si mogoče kliknite po igriva vsebina, malo smešna, no, ali pa mogoče tipično ameriška, ampak prijetno. Izpostavil bom še IFLA Green Library Award 25, se pravi prejemnica nagrade za 3. mesto za najboljši zeleni knjižnični projekt leta 2025 je knjižnica Karlovac dobila. Tule upam, da se bo slišalo. Our special recognition awards goes to Croatia Karlovac Public Library. Knjižnica Karlovci je dobila 3. mesto za zeleni projekt, ki ga zdaj izvaja že kar precej časa. Prevzela je nagrado Jasenka Pleško, predsednica hrvaškega ZBDS-ja, in res veselje mi je bilo, ko sem ji lahko potem tudi takoj čestital in bila je navdušena. Tudi nad to in nenazadnje knjižnica Karlovac je tudi letos v bistvu
dobila nagrado za najboljšo knjižnico na Hrvaškem. O tem sem že omenjal, spravi tale March Mjavnes projekt, kot sem predlagal, si ga res mogoče pogledajte sami na povezavi. Gre pa za to, da v bistvu knjižnica vzpostavlja splošno amnestijo glede zamudnine in ob vrnjeni knjigi si mogel zraven dati še fotografijo svoje mačke in so zbrali preko 1000 različnih fotografij mačk. Tako. To je še nekaj utrinkov, se pravi te moje sekcije, takole smo izgledali, ko smo podeljevali nagrado. Z nami tukaj je tudi tale gospa, ona je v resnici bila članica sekcije M&M, je pa sedaj predseduje IFLI, tako da smo res imeli možnost se rokovati, spoznati novo prihajajočo predsednico IFLE. No in po zaključenem podeljevanju nagrad se je ekipa M&M sekcija takole okrepčala in podružila. Tu nasprot mene je tale gospod Joe, o katerem sem govoril, ki prihaja iz Združenih držav Amerike. Zraven mene je pa Ana Milutinović, ona je pa tudi članica sekcije, ki pa prihaja iz Beograjske nacionalke. Rok sam je podelil še eno marketinško nagrado za prisotnost na vzhodnem trgu. Namreč, ko sem šel v trgovino, sem lahko takole na izpostavljeni sredici polic srečal eno našo blagovno znamko in moram reči, da sem bil presenečen. Sicer v Astani stane litrska steklenica telega napitka 4 evre, kar je v bistvu nekaj več kot pri nas, sicer pa so cene v Astani precej nižje kot pri nas. No, ampak mogoče to tisto opažanje člana sekcije za marketing, kako pač marketing lahko deluje. To. Še kratek vtis vzporednega dogajanja. Na IFLI si je bilo moč ogledati 134 primerkov posterjev iz različnih knjižnic. Slovenija je imela enega. Strokovno smo si pogledali tudi na Zabarjevo univerzo, ki je v bistvu sodobno raziskovalno središče, in pa uporabljali smo platformo za prevajanje in podnaslavljanje Wordly. Tole so plakati, tu na sredini vidite plakat, ki ga je predstavila naša kolegica Petruša Mihonič iz knjižnice Biotehniške fakultete o uporabi ChatGPT-ja v slovenskih akademskih knjižnicah. Jaz sem si mogoče še malo bolj podrobno pogledal še en plakat, ki me je navdahnil, malezijski, in tako sem v resnici v bistvu tudi spoznal potem podpredsednika Malezijskega bibliotekarskega združenja. Tu so sprejela na eni fotki za spomin, takole pred enim od njegovih posterjev, ki ga je predstavljal. Tako, zdaj pa še res nekaj utrinkov. Tole je pač ta Nazabarjeva univerza, takole izgleda od zunaj. Nazarbajev je sicer nekdanji predsednik Kazahstana, tudi prvi, mislim, da je vladal skoraj 30 let, še vedno je živ in malo pa spominja tako na enega takega predsednika, ki smo ga poznali mi v času naše skupne države. Vseeno mogoče malo bolj demokratičen. Takole izgleda knjižnica znotraj. V bistvu na levi strani vidite prav sliko, to je, pravi, če si predstavljate, to je pročelje vhoda, ko se pride noter, je v bistvu noter nov svet. Sploh na levi strani, to so kubusi samostojnih stavb, znotraj velike stavbe, kjer so knjižnice, čitalnice, študijski prostori, učni prostori, laboratoriji, raziskovalnice. Še nekaj slikovnih utrinkov. Tako tukaj zgoraj vidite sestanek v bistvu moje sekcije. Takole smo se že prvi dan, ko smo prišli, se pravi v nedeljo pred uradnim začetkom posvetovanja sestali. Tu sta se s kolegico Ano sva pletla, se pravi pač ta naša nova naveza od preteklih. Se mi zdi, da se kar povežemo potem ljudje, ki prihajamo ki
s katerimi delimo neko svojo preteklo zgodovino. Pa še v bistvu nekaj fotoutrinkov. Za zaključek pa še tole, omenjal sem uporabo Wordlija. Wordly je platforma, ki jo v bistvu poganja umetna inteligenca. Gre za neposredno tolmačenje in prevajanje iz jezika v več jezikov hkrati. V bistvu gre za plačljivo aplikacijo, ki pa smo jo mi lahko uporabljali v Astani. Zakaj jo omenjam? Resnično je bila kakovostna, deluje zelo dobro. Naredil sem pa par minut pred začetkom moje predstavitve tudi tale posnetek zaslona. Danes je bil objavljen na Knjižničarskih novicah tudi članek, o katerem sem pisal malo več o krepitvi jezične komunikacije v knjižničarstvu in pa svoji izkušnji z Wordlyjem v Kazahstanu. Tako, tu pa naredim sedaj piko.